Spoštovani organizatorji sejma, obiskovalci in razstavljalci, cenjeni visoki in drugi gostje. V čast in veselje mi je, da vas lahko pozdravim in otvorim 48. mednarodni sejem obrti podjetnosti MOS. Naj se uvodoma še zahvalim glasbenikom, ki so vas malce sprostili pred mojim govorom. Sicer pa želim povedati, da sem pred približno letom dni prvič kot predsednik vlade tu v Celju obiskal ta sejem. Takratne srečanje s številnimi obrtniki, podjetniki, predstavniki gospodarskih združenj ter obiskovalci sejma je name naredilo močan vtis, zelo dober vtis. Kajti številni takratni razstavljalci so, oziroma ste, kljub nezavidljivim razmeram, v zadnjih letih z obilo poguma, z inovativnimi pristopi in z drznostjo uspeli svoje produkte in storitve nadgraditi, razviti ali razširiti na nove trge. V zadnjem času podatki in ugodne napovedi kažejo na okrevanje gospodarstva. V letu 2014 je bila dosežena 3% gospodarska rast, prav tako pa so se izboljšale razmere na trgu dela. Predvsem je pomembno, da se povečuje zaposlenost, še posebej tudi med mladimi, ter da se med ljudi vrača optimizem. Napovedi gospodarskih gibanj so spodbudne tudi zato in naslednje leto, saj ne bi se rast gospodarske aktivnosti nadaljevala. Skladno s temi ugodnimi gibanji smo lahko optimistični in verjamemo, da se bo nadaljevalo tudi izboljšanje razmer na trgu dela, kar bo vodilo k povečanju zasebnih naložb ter domače zasebne porabe. Prvič po začetku krize se je uvrstitev Slovenije na lestvici konkurenčnosti držav, ki jo pripravlja Inštitut za razvoj menedžmenta IMD, izboljšala za 6 mest. Kljub izboljšanju pa, kot je že rekel moj predhodnik, Slovenija še vedno ostaja v zadnji tretjini državno omenjeni lestvici, tako da so v tem in v marsikaterem drugem pogledu pred nami še številni pomembni izzivi. Kljub spodbudnim gospodarskim in drugim kazalcem pa nas pozitivni trendi ne smejo uspavati ali nerazumno povečati naših apetitov. Nasprotno, ostati moramo preudarni ter dosedanje dosežke potrpežljivo nadgrajevati. Vlada se ob tem, ko nadalje konsolidira javne finance, postopno izboljšuje poslovno okolje, ter spodbuja investicije in vse drugo, kar vodi v nadaljnji gospodarski razvoj, hkrati še kako zaveda tudi svoje socialne funkcije, ki se mora izraziti v skrbi za vse tiste posameznike, ki zaradi nezaposlenosti ali nizkih dohodkov ali pokojnin živijo v težkih materialnih razmerah. Toda ob nekaterih že izvedenih socialnih ukrepih in mnogih takšnih, ki bodo prišli na vrsto v prihodnjih mesecih in letih, je najpomembnejše to, da ljudem omogočimo, da se zaposlijo in da si se svojim lastnim delom in ustvarjalnostjo zagotovijo primerno blagostanje in osebno dostojanstvo. Slovenija lahko resnično okreva samo tako, da bo čim več mladih in drugih kategorij prebivalstva delovno aktivnih, da bodo začutili, da lahko sami sebi ustvarijo spodobno življenje. Odgovorno in zavzeto delo in pošteno plačilo za je tisto, kar najbolj učinkovito povečuje tudi možnosti za zadostno socialno varnost v družbi. Hkrati je odgovoren in spoštljiv odnos do dela in do ljudi tudi jamstvo, da lahko v prihodnjih letih presežemo pretekle korupcijske in druge škodljive prakse, ter za uveljavljanjem boljše poslovne kulture zagotovimo gospodarstvu in družbi uspešen trajnostni razvoj. Kot predsednik vlade se bomo prihodnje še nadalje trudili, da država postane dober gospodar. Poleg že omenjenega urejanja javnih financ moramo v Sloveniji na marsikaterem področju izpeljati ali dokončati že začete strukturne reforme. Vse to in številni drugi ukrepi na različnih področjih terjajo preudarno in odločno ukrepanje. Pri tem se mi zdi predvsem pomembno, da vse tisto, kar smo že dobrega ustvarili, razvijamo in nadgrajujemo, vse tisto, kar je bilo slabega, pa odpravimo in nadomestimo boljšim. Nahajamo se v zelo občutljivem času.
poudarjam v zelo občutljivem času. Mednarodno okolje ni dovolj stabilno. Različne finančne, ekonomske, varnostne in druge krizne situacije, od Ukrajine, Grčije in Kitajske do Bližnjega vzhoda in Afrike, nas opozarjajo, da se lahko ugodna gospodarska klima okoli nas zelo hitro spremeni. Begunci, ki prepravljajo Evropo, nas postavljajo predvsem nepričakovane in dramatične izzive. Demografska slika Slovenije in Evrope ni razvojno spodbudna in Slovenija obela šele prve zares pomembne korake na poti iz krize in je še vedno daleč od dokončne stabilizacije financ, gospodarstva in sociale. In še bi lahko našteli. Zato je še kako pomembno, da zdaj, ko v Sloveniji končno ubiramo pot iz krize, ohranimo politično stabilnost in z njo kontinuiteto razvoja. Zdaj res ni več čas za izsiljene ideološke ali preklehne politične prepire in podtikanje. Čas je, da končno prevlada nova politična kultura. Takšna, ki spoštuje in spodbuja znanje, inovativnost, delo in razvoj. Takšna, ki spodbuja gospodarstvo v dobro poštenih podjetnikov in cele družbe, ne pa zgolj v dobro posameznikov ali lobijev, ki želijo neupravičeno bogatiti na račun delavcev in družbe. Hkrati potrebujemo tudi boljšo poslovno in korporativno kulturo in upravljanje, takšno, ki bo uveljavljala etične in poslovne standarde v gospodarstvu, ne pa, tako kot je bilo pogosto v preteklih letih, spodbujala neodgovorna in škodljiva ravnanja. Žal je več let krize in politične nestabilnosti pustilo posledice. Mnogi so še vedno brezposelni, veliko ljudi se boji izgube delovnega mesta ali pa se boje, da ne bodo dobili zaposlitve. Preveč naših državljank in državljanov, tudi mladih, zaskrbljeno ali celo črno gledo zareva prihodnost. Družba je pretirano prežeta s strahom in je marsikje še vedno v krču. Tega se enostavno moramo osvoboditi. Drugega moramo spodbujati k inovativnosti in drznosti, k iskanju novih poti in rešitev v gospodarstvu in na drugih področjih. Potrebujemo pogum in zato je treba včasih pozabiti nase. Pogum, ki pomeni premagovanje lastnega strahu, nam odpre možnost, da gremo naprej, da se razvijamo in, kar je zelo pomembno, pomagamo drugim. Pogum in složnost sta vrednoti, ki jo izpostavlja tudi tradicionalni MOS, mednarodni sejem obrti in podjetništva. Če so za predstavitev podjetja, poslovne ideje oziroma izdelka ali storitve potrebni znanje, pogum in podjetniški zagon, pa sta seveda za sklenitev konkretnega posla pomembna predvsem tudi zaupanje in složnost. Vrline, kot so pogum, poštenost in složnost, pa potrebujemo seveda tudi kot družba in verjamem, da imamo tega v sebi več, kot si upamo priznati. Toda vse je odvisno od nas sami. Ali se bomo tudi v prihodnje nenehno pritoževali in stalno iskali krivca za svoje težave pri nekom drugem, ali pa bomo končno spoznali, da smo za svoje dejanja in njihove posledice odgovorni predvsem sami. Ali bomo še naprej odkrivali le probleme, ali pa bomo vsi skupaj, tako kot to počnete mnogi uspešni podjetniki, končno začeli iskati predvsem rešitve. Slovenija ima številne razvojne potenciale. Na prvem mestu ne omeni kakovostno delovno silo z mnogimi talentiranimi posamezniki in skupinami, ki so sposobni najti pametne in trajnostne rešitve. Imamo pa tudi močno ter prilagodljivo tehnološko in industrijsko bazo, sposobnost delovanja na nestanovitnem svetovnem trgu, dobro razvito infrastrukturo, stabilno oskrbo z energenti ter ne nazadnje zanesljive spletne povezave. Za uspešen razvoj slovenske družbe je ob vsem tem ključnega pomena prav naše, tako imenovano malo gospodarstvo, ki ima zaradi svojega relativno velikega obsega, števila delovnih mest, ki jih zagotavlja, ter dodane vrednosti, ki jo ustvarja izjemno pomembno vlogo. In tu se samo strinjam s predsednikom obrtne podjetniške zbornice. Zato je še posebej pomembno, da se poslovni razvoj, tehnološki napredek, inovativnost in mnogi sjajni uspehi malega gospodarstva vsako leto predstavijo tudi v okviru tega seja.
Sejem, za katerega so značilne odlična organizacija, tradicija in prepoznavnost, omogoča obrtnikom in podjetnikom aktivno predstavitev izdelkov, tehnologije in storitev, dostop do mednarodnih trgov ter spoznavanje novih poslovnih priložnosti. Sa svojim poslanstvom tako most že skoraj pol stoletja pomembno prispeva k spodbujanju podjetništva in podjetnosti v Sloveniji, kot tudi širše v regiji. Spoštovani, verjamem, da vas bo tudi letošnji 48. most prevzel in obogatil z novimi spoznanimi idejami ter mnogim izmed vas omogočil nove poslovne priložnosti doma ali v tujini. Pri vsem tem vam želim obilo uspeha in dobrega razpoloženja. Hkrati pa si želim, da bi se vaš poslovni zagon in pogum, vaša pozitivna podjetniška naravnanost in vaš optimizem razširil na vse tiste ljudi v naši družbi, ki so še vedno brezvoljni, prestrašeni ali pretirano kritični. Kajti, spoštovane dame in gospodje, trdno verjamem v optimizem. Ja, res trdno verjamem v optimizem, saj le ta človeku omogoča, da resnično živimo in razmislimo svoje življenje. Hvala lepa.